Januarja se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri si izgubil nogo. Pred dobrimi 6 meseci pa se je začela velika vseslovenska akcija, ko smo nenadoma povsod začeli zbirati zamaške. Ja, tako je, ja, tistega usodnega trenutka sem bil ob nogo. Pol, ko smo enkrat ugotovili, kakšno vsoto bo treba zbrati za neko malo dražjo protezo, so v službi pri moji mami dale sodelavke idejo, da bi mogoče pa zbirali zamaške na tak način, prišli do nekih finančnih sredstev. In od začetka je bila to bolj kot ne vse domača akcija, ne, ki se je potem v roku enega tedna razširila res na vso Slovenijo. S pomočjo medijev sem pač pokazal situacijo, kakšna je, in ko so ljudje ugotovili, da res ni nek problem, ko vržejo stran plastenko, odšraufati zamašek pa ga dati v ločeno vrečko, se je to začelo pač vse skupaj dogajati in je prišlo do tega trenutka, da imamo toliko zamaškov, da jih res komi sfolgamo prečiščati. V domači garaži je koliko zamaškov? Ja, trenutno imamo v skladišču 50 ton zamaškov. Je pa res, da je vse te zamaške treba ponovno vzeti v roke in jih prečistiti. Menda so med zamaški tudi stvari, ki tja ne sodijo. Ja, tako je, na žalost se znajde noter v skoraj vsaki vreči kakšen kovinski zamašek ali pa kakšna stvar, ki notri ne spada, tako da je pač potrebno vsako vrečo dobesedno prebrati, okrog obrniti, v drugo vrečo stresti. Potem jasno se vseh teh 50 ton je bilo treba pripeljati iz lokalnih zbirališč po celi Sloveniji v centralno skladišče, pa potem spet jih naložiti na tovornjak, ki potem to odpelje na podjetje, kamor mi to prodajamo. Si pričakoval, da bo takšen odziv? Ne. Od začetka smo si zadali neko mejo 20 ton, ker se nam je zdelo, da 2 grama težek zamašek, pa da jih bomo 20 ton zbrali, je bilo to za nas nekaj nedojemljivega. Ampak potem, ko smo videli, da se ljudje res odzivajo zelo v redu, smo bili zelo presenečeni. Prej si dejal, da smo bili na Štajerskem zelo pridni, kar se tega tiče. Ja, tako je. Celotna Štajerska se je res potrudila. Je ena boljših zbirateljic, recimo, da smo največ zamaškov prinesli iz celotne štajerskega področja, tako da so se res prebivalci Štajerske so se maksimalno potrudili. S tem, da se velikokrat tudi udeležiš takšnih akcij, recimo, ko te ljudje povabijo, da te vidijo, da jim kaj poveš o tem, kako pravzaprav doživljaš to življenje, ki se je vendarle spremenilo. Ja, rad predstavim svojo zgodbo, ker jaz upam, da bo komu pomagala, da bo videl, da kljub izgubi tako pomembnega uda, kakor je noga, da ni vsega konca, ne. Zdaj, zame se življenje šele začenja pri mojih 25, tako da želim, da ljudje, če se jim slučajno kaj takega zgodi, vidijo, da to ni nič takega, ne. Pač malo je finančne obremenitve mogoče, ampak spremeni se ne veliko, ne. Tako da z veseljem grem po osnovnih šolah, po vrtcih, bil sem tudi na Primorskem, kjer so tudi ogromno zamaškov zbrali, sem bil tam, bil sem na Dolenjskem, tako da z veseljem grem, se odzovem vsakemu povabilu, da predstavim zgodbo, da pač povem in se zahvalim vsem. Hvala lepa.